Zanimivo obdobje minulega leta je pojav imenovan postfaktični ali post-tru obdobje, ki ne temelji na verodostojnih dejstvih, obdobje izmišljenih, prikrojenih dejstev ali kar obdobje laži. Mediji so z objavo letih vnašali dvom v kredibilnost informacij, dvom vse in vsakogar. Tem pojavom so najbolj stregli seveda spletni mediji, predvsem Facebook in Twitter, ki brez časovnih zamikov omogočajo bliskovito širjenje informacij. Lenart Pučič, ti moj novinarski kolega, si pronicljiv komentator klasičnega medija in vešč poznavalec in oblikovalec dogajanja na spletu. Je bil tak pojav prej ali slej pričakovan glede odprtosti spletnega medija? Kaj meniš? Ena od stvari, ki me bojo sigurno moji znanci, ki me večkrat hecajo zaradi tega, tako je rekla, spet je v skušnjavi, da bi začel tako prvič predavati in drugič zasut z ogromno zgodovinskimi referencami in knjigami in še čem, da bo povedal, to ni nič novega, zakaj smo presenečeni, kaj smo pričakovali in podobne vprašanja. Zaradi tega, ker jaz imam hude težave s to idejo post-dejstvenosti ali pa post-neresničnosti ali pa podobnega, zaradi tega, ker če sprejmemo ta post, pa namigujemo, da pred tem je bilo pa kaj? Vse v redu? Ja, pa lahko zanikamo vseh 60-70 let kritične medijske teorije, ki je zelo jasno opredelila medije kot pogosto orodje propagande, najprej države, potem politike, nazadnje kapitala in trga. In na te stvari ne smemo pozabiti, kaj mediji so, kaj so mediji bili, v kakšni tekmi mediji na vse zadnje so in kaj je logična posledica točno tega. Seveda pa moramo tukaj upoštevati še nekaj tehnoloških sprememb, kar pomeni, da se je v enačbo, kjer so pred 20 leti v glavnem bili klasični mediji, elektronski mediji, pol že počas satelit in pa kabelske novičarske postaje, kar pomeni, ko je kar naenkrat za našo pozornost, ki je približno konstantna, tekmovali neprimerno več medijev, ki so poskušali to našo pozornost ujeti in jo preprodati naprej. So se zdaj pridružila še družabna omrežja, internet, Twitter in vse te nove stvari, ki so realno v dozačetni fazi, kar pomeni na podoben način, kolikor poznamo slavno zgodbo o radijski igri z Marsovci, ki je obnorela velik del Amerike in sprožila ogromno paniko. Preprosto nov medij, nova oblika, ljudje še niso razvili tistih osnovnih filtrov, zakaj je treba to kritično poslušati in zavedel jih je avtoritativen glas iz radijskega sprejemnika, od koder so jih do zdaj nagovarjali v glavnem resni ljudje, od politikov do intelektualcev in drugih komentatorjev in enostavno niso vedeli, da je to radijska igra. In v resnici smo danes na internetu, kljub temu, da se nam zdi po tehnoloških merilih, da so vse to take hude novotarije, ampak množični internet, ki ga res uporabljajo vsi in ne samo specialisti, je med nami realno 5 let, največ 10. In koliko je to kratka doba za spremembo kulture, za spremembo vzorcev, za spremembo obnašanja, za to, da to počas pronica v medijsko vzgojo, da to počas pronica staršem, da pol povejo, na kakšen način je treba ločene stvari kritično gledati. 5 do 10 let je tak zelo kratek čas, blisk zgodovine. To je res. No, ampak poglej, v 90-ih letih, ko je v bistvu internet nastajal, je pomenil tudi nek razvoj svetovne demokracije. To je že treba reči, dosti afirmativno je bilo to postavljeno. Se pravi, oblikovanje teh informacij, ki že po definiciji pomenijo neko moč. Informacije kao neko moč pomeni. Vanj bi stopila demokratična javnost in oblikovala mnenje tudi o tistem, o čemer je morala biti prej tiho. To se mi zdi, da je bil takrat zelo pomemben preskok. Jaz mislim, da tukaj gre za en tak velik zgodovinski nesporazum. In sicer, ki je danes izredno pogost in ga vedno znova ponavljamo, in to je, da določene tehnološke inovacije neposredno preslikamo v družbene inovacije. Kar pomeni, kaj je tukaj? Razlika je samo v tem, da v 70-ih letih je bil računalništvo, internet in vse tisto, kar imamo danes za internet, so bile centralizirane mreže.
Kar pomeni, to so bila računalnika, ni bil vsak, ampak so bili veliki strežniki, ki so jih imeli samo velika podjetja, vojska, država, uradniške institucije in raziskovalne ustanove. Vse je bilo centralizirano. In kaj je tukaj razvoj osebnega računalništva in navsezadnje interneta prinesel? Je samo to, da je nekdanje te centralizirane strukture razpršil, jih je decentraliziral. Tehnično gledano. In tehnološki utopisti so v koncu 70-ih po 80-ih letih enostavno iz takih in drugačnih razlogov in predvsem zelo slabega poznavanja sociologije, psihologije, zgodovine in še česa, naredili zelo preprosto analogijo. Če smo prej živeli skoraj v hladni vojni centraliziranih informacij in je družba izgledala skoraj tako orwellovska, ki je nekje en velik brat, ki vse od spodaj navzdol nadzoruje, zdaj pa kar naenkrat smo podali ogromno moči posameznikov. In če to prevedemo v politično odločanje, so se naenkrat pojavile ideje, da pa to tam mesto osebni računalnik, da sem priklopljen na eno globalno omrežje in da lahko povem, kar mislim, spremljam, kar hočem in podobno, da iz tega lahko izpeljemo skoraj neke vrste digitalno agoro oziroma oživimo starogrško participativno demokracijo na eni globalni ravni. To res lahko verjame ali pa trdi samo nekdo, ki pač ogromno stvari ne ve in ne pozna. In danes se pač čudimo, zakaj se to ni uresničilo. Ni se uresničilo, ker se ni moglo uresničiti. Ja, pa pogled, recimo pred nekaj leti, so pač ti mediji, spletni mediji, nekako širili in pomagali razvijati to revolucijo, ki se je dogajala recimo na Bližnjem vzhodu, v tem bazenu. In se mi zdi, da se je takrat v bistvu tudi pokazala neka moč spletnega medija. Takrat se je pokazal neznanski nesporazum, o katerem sem že govoril. Zaradi tega, ker tukaj slučajno imam tako čist osebno zgodbo in to je, da sem popotoval po Egiptu. V tistem času, ko so en mesec pred velikimi demonstracijami. In takrat, ko sem potoval pač po neturističnih predelih, tako malo po svoje pa nahrbtnikarsko, sem recimo videl, da moj mobilni telefon ni delal tako rekoč nikjer izven Kaira pa glavnih teh turističnih predelov. Da je bil računalnik nekaj, kar sem videl samo v kakšnih uradnih inštitucijah, pa še to en tak prastar z velikim starim zaslonom, lahko še črno-belim in to. In pa, da ljudje, s katerimi sem se tam srečeval, ki so bili ljudje, s katerimi so me povezali moji znanci, ki sem jih na študiju v Veliki Britaniji pridobil, ko smo enkrat v taki družbi bili na taki strehi stolpnice v Kairu in to so bili sami ljudje, tako višji srednji razred, študenti, ki so brali podobne revije, imeli so tam viski, znane blagovne znamke, globalne, pogovarjali smo se o tem, kaj se zdaj kje dogaja v Londonu, po New Yorku, pa kdo kaj bere, pa kdo je zaprosil za to štipendijo, pa zovno, pa kdo je dobil tam nekaj, pa drugo. In takrat sem se prav zamislil, da sem najverjetneje, videl, da sem prišel od spodaj in sem se vrnil na ulice Kaira. Takrat mi je nekako ratalo zelo jasno, da so to paralelni svetovi, kar pomeni ljudje, s katerimi sem tam bil na tistem viskiju in sem se pogovarjal o stvarih, ki bi se lahko pogovarjal pravzaprav o kjerikoli svetovni metropoli, a v resnici nimajo nobenega stika z egiptovsko družbo. Pa se zgodi Tahrir in ironično je bilo, da kar naenkrat pa kar nekaj teh ljudi, vsaj ne dva iz tiste družne, jih vidim, da dajeta izjave za svetovne medije. Kaj se je tukaj zgodilo? Zgodilo se je to, da medijske hiše svetovne že od 80-ih let naprej tako rekoč nimajo dopisniške mreže, ker so jih že takrat ukinili zaradi nižanja stroškov. Kar pomeni, da vse manj je rednih dopisništv. Tisti, ki so dopisniki, morajo pokrivati vse večjo geografsko območje. In temu se reče tako. In kaj se je zgodilo tam? Tam se je zgodilo padalsko novinarstvo, kar pomeni, ko so tisti ljudje, ki so imeli dostop do mobilnih telefonov in družabnih omrežij, to dosti množično objavljali, so potem po svetu se je videlo, da se tam nekaj dogaja. Prvi teden je bil poročanje skoraj popolnoma vezan na po objave Twitterja in YouTubea in do neke mere Facebooka. Potem so pa novinarji, padalski novinarji, ki niso tam, ki nimajo zvez, ki ne poznajo regije, enostavno prišli, ko je bilo zadosti hudo, prišli poročati.
Na kakšen način so oni prišli poročati? Tako, da so se povezali z ljudmi na Twitterju, na Facebooku in podobno, kar pomeni s temi istimi ljudmi, s katerimi smo mi bili bliski, ker so bili artikulirani, ker so znali angleško, ker so se odzivali na bloge in ker so znali komunicirati z zahodnimi mediji. Ustvari se ogromen mit o internetu, Twitterju in ne vem kakšni revoluciji od Irana do Severne Afrike in podobno. Na prvih volitvah zmaga Islamska bratovščina. Ja. Kaj še rabim dodati? Stvari so jasne, seveda. Ne? Kar pomeni tista majhna, ozka javnost, ki je znala komunicirati z zahodnimi mediji, ki so hoteli videti internetno revolucijo, ker je bilo to v interesu in tehnološkim podjetjem in pa konec koncev tudi vsem tistim, če sem mečken žlehten, recimo zahodnim intelektualcem, ki so še zmeraj nekje v glavi ostali v 60-ih letih študentskih revolucij, in je ta tehnološko ozaveščena, povezana mladina kar naenkrat obudila upanje, da je pa mogoče ta duh študentskih revolucij in demokratičnih protestov zdaj na novih platformah obuditi. Razočaranje je bilo pa seveda popolno. Ne gre, ne? Ne gre. Ne gre. Je pa zanimivo, ne? Mislim, da je ta čas, recimo postfaktičnega, ne, zbruhnil ali pa se pojavil, ne, pred nekaj meseci, ne, v Združenih državah, ko so spletne novice preplavila nepreverjena in pogosto tudi izmišljena, prikrojena dejstva, za katerimi je občinstvo pa res nično kar hlastalo, in seveda si na osnovi le-teh ustvarjala taka in pa drugačna mnenja. In analitiki pravijo, da je zaznati ob tem pojavu globlji nek družben problem in globlje vzroke. Lahko kaj rečeš o tem? Ena taka dosti dobra, ki smo bili v znanstvenem pogovoru, paralela, ki se mi večkrat vsiljuje, je, da je to treba razumevati skoraj na podobni ravni kot herpes. Kar pomeni, to je nekaj, kar velika večina nas ima ta virus v sebi. In je latentno se, recimo, ne? In je latenten in kdaj pa izbruhne, ja, v glavnem takrat, ko pride do kakšne oslabelosti imunskega sistema, kakšnih drugih infekcij in podobno. In jaz mislim, da to, kar se je zdaj, mislim, ta pojav, ki se mu trenutno, kar naenkrat v medijih reče, od lažne novice in postfaktičnosti, je en dobro znan in diagnosticiran herpes, ki v medijski industriji obstaja od pameti veka, ki je pred 100 leti pač bil navzoč pri tabloidih, ki so počeli natanko isto kot danes Facebook, kar pomeni, da so poskušali s stvarmi, ki so pritegnile pozornost velike količine ljudi, zaslužiti in ustvariti tržni delež. In tukaj moramo samo vedeti, da se ni zgodilo nič drugega kot to, da so eni poskusi, ki morda pred pol leta ne bi bili to uspešni, so v trenutnih družbenih okoliščinah pomagali določenim podjetnim in dovolj ciničnim posameznikom, da so zaslužili tudi po 20 do 50 tisoč evrov na mesec, s tem, da so, poznamo makedonski primer, si izmišljali novice, ki so jih Američani neznansko radi klikali in delili po družabnih omrežjih. Ja, se. To je to. Kar pomeni spet, ne zelo novega, mislim, najtežje je na splošno pri medijih, ali pa povsod drugje v družbi. Nekako razložiti, da tukaj ne gre za nobene zarote ali pa načrte, ampak da je človeška družba pač konstanten preplet malih ljudi, ki sprejemajo male življenjske odločitve, ki poskušajo preživeti, se znajti, poskus to, poskus drugo, in dokler je imunski sistem razmeroma dobro opremljen, lahko sproti odstrani veliko večino takih stvari, ko pa enkrat imunski sistem razpade, se pa to lahko razbohoti. In tukaj se pa lahko začnemo še pogovarjati, kaj je s tem imunskim sistemom in kaj je v resnici bolezen. Zakaj je ljudem to, da izvolijo nekoga, ki očitno laže, to ni moteče? Zakaj recimo vse tisto, kar tudi psihologi ali pa evolucijski psihologi opozarjajo, da načeloma imamo razvita nekakšne mehanizme in varovalke, da vidimo, kdaj nam to laže, da vidimo, kdaj nas to poskuša okoli prinesti, da vidimo, kdaj nas to z lepimi besedami poskuša v nekaj prepričati, da imamo take senzorje
za govorico telesa, za ton glasu, za to, da nekaj tukaj ne štima, zakaj je to zaspal? Zakaj kar naenkrat, recimo jaz lahko razumem, zelo dobro lahko razumem, zakaj kdo noče voliti Hillary Clinton. Jaz zelo dobro lahko razumem, zakaj gre ljudem taka politika, kakršna je na živce. Zelo dobro razumem tudi to, da je komu Trump simpatičen zaradi tega, ker namesto njih pove točno tisto, kar oni mislijo in se čutijo, da ne smejo povedati, zaradi tega, ker v medijih, ki imajo po Ameriki podoben problem kot pri nas, kar se v vsakem takem, recimo, kulturnem ali pa takem fenomenu, kot je recimo, ne vem, ko treba nekaj spregovoriti o družinskem zakoniku ali pa podobnih reči, ki se dotaknejo zelo globokih kulturnih, lahko tudi verskih, lahko tudi drugih čustvenih in tistih vzorcev, da se zelo hitro zgodi, da mediji, ki jim pač Trump reče mainstream media, da so izredno homogeni. In na podoben način, kot se v Ameriki lahko počuti velik del prebivalcev, recimo, ne vem, osebno napaden, ko govorimo o splavu, istospolnih porokah in vse, zato ker to poseže v njihovo kulturno, družbeno in drugo identiteto in se jim zdi, da vsi mediji pa samo tuje vrednote zagovarjajo, da oni izpadajo kot tukaj ta glavni zahojenci, konzervativci in nasplošno grozni ljudje, da ki jim enkrat daš tak ventil, kakor jim ga je Trump ponudil, se obrnejo hkrati proti politiki, hkrati proti tem medijem in postavijo na njegovo stran. In na tej točki jih pa čist nič več ne moti, da recimo, ne vem, kaj bi rekel pri nas, ne vem, premier Cerar ima 1 milijon evrov plače, vi ste pa na minimalcu, ki je skozi nižji. Pa, ok, se gremo zdaj preverjati dejstva. Recimo, ne, ali pa na Facebook dati to novico. Tako, ampak pa rečemo, no zdaj pa temu preveriti dejstva, ne, pa rečemo, ja, ampak veste, to smo preverili po javno dostopnih podatkih, premier Cerar ima recimo samo 8,000 ali kaj tajo plače. Ja, kaj je odgovor naprej? On ima toliko visoko plačo, vi pa še zmeraj točete južnem. Kar pomeni, tukaj sploh ni pomembno, da je on napačna dejstva dal, ampak je samo na en svoj način s pretiravanjem povzel sentiment, ki jim je pa skupen. In to je, da je nekdo na poziciji, v katero projiciramo vse najslabše in vse, kar je z družbo narobe, da dobi preveč, ti pa premalo in da tega nihče ne izpostavlja, o tem noben ne piše. Seveda, problem je pa nekje drugje, ne? Tako. Ne, pa vseeno se mi zdi nekoliko moteče ali pa presenetljiv podatek, da cirka 45% Američanov kot referenco navaja Facebook in seveda tretjina uporabnikov pa Twitter. Pojasnitev tega je, da nas edino internet lahko osvobodi razširjenja prikritih popačenih informacij, ki jih hranijo, recimo to, kar si rekel, ne, oblastnik ali pa establishment, kakorkoli že, ne, ki so se izkazali kot varuhi tistih pravih informacij. Tukaj mislim, da smo že počasi pri blagovnih znamkah in drugih rečeh. Se recimo, konec koncev imamo tukaj paralel velik. Recimo, ne vem, kaj je alternativa tem večinskim liberalnim ameriškim medijem? Ja, platforma kot je Facebook, kjer običajni uporabniki povejo, kar zares mislijo. Pri tem pa popolnoma zanemarimo, da je Facebook vreden skoraj več kot celotna medijska industrija. Kar pomeni, ne vem, analogija temu je kot v znanosti med grdo uradno medicino in velikimi farmacevtskimi korporacijami in to, da na drugi strani pa kaj? Mislim, čisto nedolžno in drugo alternativno industrijo, ki je v popolnoma enaki tekmi. Lihto kot delničarje, lihto kot lastnike, služi vredno na milijarde evrov samo v Evropski uniji, ampak nek vidimo čistost, nek vidimo pokvarjenost. Ja, ampak recimo pokvarjena informacija je zelo iskano tržno blago. Ne, hočem reči, kaj je tukaj analogija, kaj je tukaj podobno? Recimo, zakaj ljudje iščejo v alternativi tisto, kar mislijo, da jih je uradna medicina ali pa farmacija izdala njihovo zaupanje in da jih samo izkorišča in da pridemo do takih, ne vem, vseh mogočih idej, da pa tukaj prihaja do sistematičnega zastrupljanja in ne vem koga. Recimo, to nam ni problem, to kar nekako
kupimo, medtem na drugi strani pa ne vidimo vseh mogočih napak, ki jih imajo pa točno tisti, v katerih iščemo rešitve. Seveda, to je pa, kot pravijo, globlje družbeno vprašanje, zakaj je do tega sploh prišlo. Ne? Zakaj se je razvoj tako daleč spustil, da imamo zdaj to, kar imamo. Ne? Ja, namreč, jaz mislim, da je tukaj tudi vprašanje, recimo, zakaj internet tam štejejo mnenja. Ja. Tam objektivna resnica, tako kot rečemo, ne velja. Ali pa recimo, ne vem, prava resnica, znanstvena resnica, če že govoriva o tem, obstaja na obrobju. Ne? In mnenje kot tako je imperativ svobode, ki jo pa nudi splet. Ne? No in kot sva rekla, vedenje ostaja pa na obrobju. Pa me zanima, ali v takih razmerah to klasično novinarstvo sploh še kakšno možnost? Ja, na srečo je tudi to vprašanje, ki ga v knjigah beremo spet, po moje, dokjer gremo nazaj. Mislim, če beremo v Platonovih spisih Sokrata proti sofistom, si zastavljajo praktično enako vprašanje. Mislim, kako boš ti s kakršnim koli logosom, etosom in drugimi elementi retorike nastopil proti patosu. To je že bil dilema starogrške demokracije. Ali je demokracija v redu, če omogoča izvolitev populističnega politika, ki namesto argumentov nagovarja čustva in za sabo potegne množico. Ta motiv se pojavlja skozi tako rekoč celotno zgodovino. No, se je zanimivo, recimo s pojavom populizma in vprašanjem take demokracije, se zadnje čase res kar veliko, recimo ti neki analitiki, pač bom rekla, ne vem. Vem, sam spet, kaj me je tukaj zmot pri takih rečeh je to, ker včasih se mi zdi, kot da je v vseh teh, recimo v ekonomski, pa v medijski, pa v politični in drugi teoriji, da so to vede, ki si lahko mirno privoščijo, da nimajo pojma o sociologiji, o psihologiji in še o čem. Recimo, ne vem, meni je jasno, kako lahko danes, mislim, vsem, kar vemo, že iz psihologije, pa zdaj še iz nevroznanosti, pa še sreče. Kako lahko katerakoli od teh omenjenih ved še zmeraj izhaja iz ideje racionalnega posameznika? Kako? Mislim, kako lahko mislimo, da bojo mediji, ekonomija, politika, karkoli drugega, kot smo ljudje? Da so to, ne vem kaj, idealistične idejne strukture, ki morajo biti pa odporne na to, da mislim, kar je vsak dal skozi, ne bil taki banalni ravni, kot je ki si zaljubljen, ki hočeš videti in verjeti natanko tisto, kar hočeš verjeti. Se ne opažaš, da recimo današnji razlagalci recimo nekih znanstvenih teorij in tega v bistvu odkrivajo stvari, ki so bile že zdavnej spoznane, tako kot si rekel. Ja, potrjujejo jih še z novimi metodami. Ja, ali pa včasih tudi kar na novo odkrivajo. Se pravi, da je nekje vakuum nastal. Ampak dobro, bi šla pregloboko, če bi razlagala, zakaj je do tega prišlo. No, ampak hočem reči, odgovor iz vseh teh zgodovinskih primerov, pa ali bereva Platona, ali bereva pol Voltera, ki je tudi bentil nad vraževerjem, pa če pol greva v začetek 20. stoletja, ko so take prve zgodbe, ki so zanimive, ko so novinarji poskušali razbiti to industrijo patentirane medicine. Ne poznam točno patent medicine, ne vem točno, kako to pri nas preganjamo, to so tiste kačje sline pa podobni čudežni zvarki, ko so dejansko prav pred, na začetku, mislim, da je bilo na začetku 20. stoletja je bila prva velika odmevna novinarska zgodba, kjer je dejansko en novinar vzel vse te čudežne zvarke in jih dal analizirati kemikom. Kar pomeni, to je bil prvi tak poskus, ki bi temu rekel danes enega znanstvenega novinarstva in je pol ugotovil, da noter ali ni nobenih učinkovin, ali je samo nekaj izrečeno, kar je tak nima nobene veze, ali so celo nevarne stvari noter, od arzenika do ne vem česa. In to je bila ena od prvih takih zelo velikih odmevnih novinarskih zgodb, ki je resno prizadela to industrijo patentirane medicine in jo postavila na obrobje. Kar pomeni, na srečo je proti temu možno delovati.
ne moreš tega popolnoma izkoreniniti, zaradi tega, ker kot vemo, je danes stopnja vraževerja in drugih stvari približno konstantna, verjetno imaš toliko ljudi, ki v to verjamejo. Ampak res pa je, da se mi zdi, ali pa ta občutek dobivam, da je glavni poraz to, da je tudi takih poskusov vse manj, kar pomeni, da kot da je politika, kot da so odločevalci. Misliš to preverjanje, recimo teh? Ideja, da je mogoče, oziroma da je mogoče in potrebno si prizadevati za boljši približek resnici. Recimo, jaz se tukaj zelo ne maram opletanja s to resnico z veliko začetnico. Enostavno zaradi tega, ker se mi zdi, da ena od glavnih napak znanosti na splošno je to, da se je na neki točki, verjetno tudi malo zaradi lastne nečimrnosti, to zlasti velja za medicino, malo dobro počutila kot naslednja velika reč, ki bo zamenjala religijo. Ampak s tem se je nakopala pričakovanja, ki jih enostavno ne more nobena vsaj približno znanstvena stvar izpolniti, kar pomeni iti na vero. To se premalo ponavlja, da znanost po definiciji je nekaj popolnoma drugega kot religija. Znanost je načeloma zelo preprosta stvar, kar pomeni, a ti lahko eno hipotezo, kar pomeni nekaj se ti zdi, nekaj misliš, da bi utegnili biti, a znaš ti to svojo hipotezo preveriti, zastaviti raziskavo po eni jasni metodologiji, kjer boš ti eksperimentalno preveril, a je to, kar misliš, drži ali ne drži. In da so rezultati ponovljivi in se je možno o njih pogovarjati. Znanost je pravzaprav samo to, da ti nekaj, kar misliš, z eksperimentalno metodo ali bolj potrdiš ali pa bolj ovržeš in hkrati daš zadevo naprej javnosti, da o tem debatira in da potem tvoji nasledniki zadevo ali še dodatno potrdijo ali pa ovržejo, če si se zmotil ali pa naredil kaj narobe. Samo to, kar pomeni, tukaj je treba vztrajati pri tem, da se pogovarjamo samo o čim boljših približkih resnice, kar je pa tudi ena od definicij novinarstva. No, to se pa zanimivo, da se zdaj to mnogi sprašujejo in postavljajo v bistvu nek očitek klasičnim medijem, ne? Ti ne bi se namreč preveč oklepali starih modelov, medijski ekosistem pa potrebuje iskanje nekih novih modelov, ne? In klasičen način se postavlja nasproti internetnemu poslanstvu ali prostranstvu, neki demokraciji internetni, kdo tu lahko zgubi in kdo lahko pridobi. So medijski strategi kaj tu spregledali? Spet so pri idealizmih. Recimo zdaj Tim Wu je ameriški internetni pravnik in tudi avtor takih parih dobrih knjig o zgodovini interneta, je zdaj pred novim letom izdal novo knjigo o trgovcih s pozornostjo, The Attention Merchants, kjer dejansko govori natanko o tem. In kar moramo zelo jasno vedeti, je to, da mediji kot posel, ali pa če se gremo mediji kot posel ali pa kot dejavnost, je dejansko mogoče razdeliti samo na nekako dva glavna pola. Eno je, da so orodje ideologije in družbene moči, zato ker mediji niso bili od nekdaj to, kar mislimo, da so danes. Mediji so bili včasih samo propagandno orodje vladarja in države. Pa so bili propagandno orodje političnih strank in interesnih skupin. Vsi današnji najbolj ugledni svetovni časopisi so jih ustanovili v 19. stoletju industrialske družine. Zakaj? Ker so dobile kanal, način pritiska na države in vlade, da so, recimo, sprejemali določene omejitve, zakone, da so nagovarjali in povezovali novo to nastajajočo kapitalistično družbo. Kar pomeni, tukaj nismo govorili o poslu kot takem, tukaj nismo govorili o medijskem poslu, da imaš ti nekoga, ki poskuša z mediji služiti. In šele potem nekje na meji med 19. in 20. stoletjem so se zares pojavili prvi podjetniki, ki so se pa odločili, da hočejo z mediji in založništvom služiti. In čudežno so pravi medijski podjetniki ugotovili zelo, zelo hitro, da je edini način, da oni z mediji služijo, kar pomeni, da jih ne subvencionirajo države, da jih ne subvencionirajo recimo premožni meceni in pokrovitelji, ampak če hočejo preživeti na trgu,
morajo iti v smer, ki danes rečemo tabloidna. In tukaj imamo dva modela. En je ideološki, en je komercialni. Oba imata svoje pravila, oba imata svoje pritiske. In Ja, zadeva deluje na obeh straneh, tako na ideološkem, kot tudi na komercialnem, kot vidimo, ne? seveda, ampak zato, da so si pa pol in politiki in konec koncev tudi novinarji, ki v tem delajo, tudi spet, če sem večkrat grob, da se boljše počutijo ali pa počutimo pri svojem delu, smo si pa seveda tukaj nakopali ogromno ene novinarske mitologije. Da smo čuvaji demokracije, da smo braniki malega človeka proti velikim interesom. To so take velike besede, ne? To so velike besede, s katerimi pa prikrivamo tudi golo dejstvo, in to je, ki ga je pa Serge Alimi, francoski urednik Le Monde Diplomatique, v eni knjižci, ki je tudi prevedena v slovenščino, Novi psi čuvaji napisal in je zelo kruta. In to je, da realno ima pa novinar na medijsko politiko in interese svojega lastnika približno toliko vpliva, kakor blagajničarka v supermarketu na poslovne odločitve svojega lastnika. To je pa nekaj, s čimer se pa tudi novinarji na žalost premalkrat zares soočimo, si priznamo in to upoštevamo pri svojem delu in se pred tem pač branimo s takimi in drugačnimi mitologijami. Na podoben način to delajo tudi politiki in drugi. Kar pomeni, tukaj jaz mislim, da čaka medije ogromno enega tajega soočenja z resničnostjo in tudi tega, na kakšen način ti z enimi novinarskimi merili poročati o enih rečeh. Mislim, tukaj gre za take čist, ne vem, nove modele, kar pomeni, zelo imajo ameriški novinarji, ki so brutalno soočeni s tem, imajo hude težave, kaj pomeni novinarski profesionalizem na Trumpovi tiskovni konferenci. Kaj? A to pomeni, da poročaš natančno tisto, kar je povedal? A to pomeni, da vzameš njegove trditve in jih seciraš z orodji za preverjanje dejstva? Da ugotoviš, da, ne vem. Ali olepšuješ? Kaj je tukaj vloga novinarstva dejansko? In to so tista ključna vprašanja, ki so pa pomembna natanko na tisti točki, ko sam o sebi začneš razmišljati to, kaj si v resnici. Ali si zgolj uslužbenec v medijskem podjetju, ali tekmuješ v točno tej tekmi, ki že vnaprej definira tvoje rezultate. Kar pomeni, če sem jaz prisiljen v to, da lovim vašo pozornost za vsako ceno, potem bom ugotovil natanko tisto, kot prvi komercialni medijski lastniki v sredini 19. stoletja, da moram nagovarjati, jaz temu včasih rečem, 3 B-je. Boobs, bombs and bizarre. Pač bombe, jožki in bizarke. To je tisto, s čimer zmagaš tekmo za pozornost. Takoj, ko si pa enkrat postavimo drugačno vprašanje in sicer, kaj pa lahko počnemo v mediji, če nočemo tekmovati za pozornost in če hkrati nočemo biti ideološko orodje, kar je sicer malo nemogoče, ampak lahko se izbiramo, kakšno ideološko orodje hočemo biti oziroma katere so naše vrednote in to do neke mere pač živeti in udejanjati v svojem delu. Tukaj se še da začnejo resne debate. Zaradi tega se meni po svoje zdi vse to, kar se danes dogaja, tudi dobro, zaradi tega, ker določene zelo zgrešene postavke o medijih in novinarstvu bo treba najverjetneje v dobi Trumpu in trumpizma precej radikalno prevrednotiti. In recimo to, kar poskušajo nemški zakonodajalci, da je treba Facebooku ukazati, da naj inštalira filter, s katerim bojo lažne novice tako zginile iz omrežja, lahko sem zbiram besede, kaj mi je to. Mi je to bolj naivno, a mi je to bolj butasto, a mi je to bolj nevarno. Zaradi tega, ker sem imel eno tako zelo hecno osebno izkušnjo, ko mi je Facebook pobrisal na moji časovnici povezavo na en članek, in sicer recenzijo knjiga Včerajšnji svet Jareda Diamonda, kjer je pač urednica za ilustrativno fotko izbrala Reutersovo fotografijo enega plemena. To je antropološko delo, ne? Znanstveno-antropološko delo, kjer je urednica članek opremila, ki je tudi šel v tiskani izdaji v nacionalnem mediju, ki je bolj konzervativen kot njega, se tega tiče, ampak v glavnem je bil tam na Reutersovi fotografiji plemena, so bile pač ženske z enim otrokom, ki so bile seveda po naših standardih gole. Facebookovi algoritmi so to dol vrgli. In zdaj, ali si jaz res želim, da bojo zasebno ameriško podjetje, ki ima lastne komercialne interese
lastne kulturne in lastne ideološke vrednote. Na tak način nameščali filtre, s katerimi ki ne znajo dejansko ločiti niti antropološke fotografije od, otroške pornografije ali pa ničesar drugega nespodobnega, da bojo ti ljudje in njihovi filtri v mojem imenu in za moje dobro filtrirali novice in presojali, kaj je res, kaj ni, kaj je dejstvo in kaj ni. Če je to izbira, jaz imam rajš vso kaotičnost demokracije in vso poplavo lažnih novic, pred katero se poskušam braniti svojo zdravo pametjo, kot pa, da mi tam eni algoritmi po meni neznanih kriterijih, neznanih kulturnih vzorcih, nerazkritih poslovnih interesih in drugo filtrirajo svet in odločajo, kaj je res in kaj ni res. Po teh kriterijih tudi recimo, modeljanje umetniških fotografij bi algoritem vrgel ven, recimo, Picassovi. To je bil lansko let, ko je bil ta odmevni škandal, ko so Norvežani objavili po eni obletnici vojne v Vietnamu tisto znano fotografijo tiste deklice, ki beži pred napadom in je gola. In ko je Facebook to odstranil, je bil velik protest, ki so tudi recimo uredniki objavili, na naslovnici objavil pismo Marku Zuckerbergu, oglasila se, visoko politično so bili odzivi, pa ljudje so po vsem svetu množično na Facebooku objavljali vsa mogoča znana dela, umetniška in fotografska in druga, ki pač tudi kažejo goloto. Ampak to so same take stvari, ki mislim, da je prav, da se te debate končno odpirajo. In kakor se to sliši heretično, po 20 letih ali pa 30 letih sanj, da se bo internet končno depolitiziral, kar pomeni, da bo iz tega naredila tako čudežno orodje, ker pa kar naenkrat ni več ideologije in nobenih človeških motečnosti, da se vse bolj politizira, ampak mislim, da je to prav. Se je zanimivo, ravno o teh stvarih se tudi ta Jonathan Albright v Guardianu sprašuje, in je zelo skeptičen do uvajanja tako imenovanih virtualnih medijskih asistentov, o katerih si ti govoril, in računalnika. Sedaj še enkrat, a nas lahko potem te tehnološki velikani zaščitijo pred lažnimi zgodbami? Ne samo, da ne morejo, ampak tudi res nočemo tega. Ker če gledamo recimo dela dokumentarista britanskega Adama Curtisa, on že od skoraj 90 let opozarja na isto stvar in to je, da smo mi tukaj popolnoma dvolični, kar pomeni, algoritmi so v resnici kot majhni otroci. Oni nas poznavajo, opazujejo in hočejo nam ustreči. Ampak s tem nas pa oni zapirajo v točno to, kar pa mislim, da je eden večjih problemov tega današnjega in to je mnenjskih mehurčkov. Kar pomeni, za moje, isto to recimo ideja ciljanega oglaševanja. Kot da bo rekel zdaj en oglaševalec, ja, saj vem, da tebe sigurno, pač kot to je demografija, moški teh pa teh let, te pa te rase, tega pa tega poklica, ti zagotovo nočeš, najbolj banalno rečem, gledati reklam za, vložke. In pametno oglaševanje bo vedelo, da si ti to pa to in namesto teh ti bo pametno sugeriralo samo novice oziroma oglase za stvari, ki te utegnejo zanimati. Nov avto tega razreda, nov telefon tega razreda, nova storitev, šport, karkoli že, da me pa tisto oceni. Ti algoritmi ne delajo drugega, kot me spoznavajo in mi dajo vse več tistega, kar oni mislijo, da jaz hočem. Zato, da se bom jaz boljše počutil. Kar iščeš, kar šeraš, kar lajkaš in tako naprej. Jaz jih s tem učim. Kar pomeni to, da so te filtri na Facebooku začeli množično distribuirati to, kar danes rečemo lažne novice, je samo posledica tega, ker sem tisti, ki so te novice dobivali in videli, so dejansko algoritmu povedali, da to hočejo. Recimo, jaz na svojih družabnih omrežjih tega nisem dobil, ker nisem bil del tega balončka. Ampak enostavno ne moremo pričakovati, da nas lahko kjerkoli tehnologija ali pa kjerkoli podjetje reši pred nami samimi. Kar pomeni, mi ne moremo po eni strani si želeti tega in to je tisto, kar nam družabno omrežje dajo. Občutek, da smo mi pomembni, da nam daje samo tisto, kar nas ne vznemirja, kar hočemo videti, kar hočemo slišati, samo zaradi tega, ker si mi v resnici želimo intimno, ali to hočemo priznati ali pa ne, da nočemo biti v konfliktu, da nočemo razmišljati o naših vrednotah, da se nočemo soočati z ljudmi, ki imajo drugačne poglede na stvari, ki nam nekaj pomenijo.
In to nam internet samo olajšuje. Zdaj, na kakšen način, kaj je pot ven z tega, to so pa že pol vprašanja demokracije, ki se pa lahko začnejo že na sestanku hišnega sveta. Kjer imaš ti na eni da lokaciji... živiš v nekem mehurčku, ki seveda komuniciraš samo sebi enaki ali pa enako mislečim, ne ostalo te pa ne briga. Ne? In te novice so se širile skoraj izključno in predvsem točno v teh mehurčkih. Eni analitiki pravijo, da recimo z tega vidika, ki so se pač to tako širilo, da je recimo tisti protesti Occupy pa te stvari, da so seveda zaradi tega propadle, ker niso angažirane, razumeš, široke množice, in da bi pokazali, kaj je narobe s temi 99% oziroma 1%. Ne, še par drugih stvari je bilo, ki so spet sociološki, in to je tudi, če beremo eno knjigo recimo tega francoskega sociologa Augusta Le Bona, ki je tudi prevedena bila lani. Ena od prvih študij psihologije množica ali The Crowd iz leta, mislim, 1899, ki ga je zelo vznemirilo ta vzpon množic in pohod na Bastilijo in francoska revolucija in pol giljotine in vse ostalo. In ga je to strašno skrbelo, ampak on je že takrat rekel, da problem množice je, da je možno mobilizirati na dosti preverjene načine, ampak iz tiste množice karkoli konkretnega narediti ali pa karkoli trajnega, karkoli konstitutivnega in podobno pa ni dosti. In glavni problem tudi afriških vstaj je bil, in tukaj recimo so Američani izredno naivno mislili, tudi ko so šli vse te vojne v Iraku in to. Oni so se spet, teoretiki, mislim, po enem vidiku lahko rečeš, se niso mogli biti toliko trapasti, da so mislili, da če ti na 40 let diktature pač odstraniš diktatorja in si prepričan, da bo pa to prineslo demokracijo, ne pa krvave državljanske vojne med plemeni, frakcijami in ne vem kaj, a moraš biti res totalno butast, da kaj tajega verjameš, ali je bil to tvoj namen, da popolnoma destabiliziraš regijo. Mislim, racionalno gledano, si mislim, da je to idealen način, da destabiliziraš regijo. Ampak po tem, kar vem o ljudeh, si pa predstavljam, da si lahko tudi toliko butast, da misliš, da je to pametna ideja. In to so stvari, mislim, mi res podcenjujemo to, koliko smo ljudje v enih stvarih in ostajamo butasti. No, Lenart, poglej, ena zanimivost, Menda je že Adorno, kot viden predstavnik frankfurtske šole, opozarjal na pojav množičnih medijev. Takrat seveda še niso bili tako razviti kot danes, ampak on pravi tako, da ti ubijajo in bodo še bolj ubijali kritično mišljenje. Ti več namreč ne vključujejo misleče javnosti in pa državljanov, pač pa atomizirane, med seboj izolirane posameznike oziroma kar potrošnike. Ti se zatekajo pred drugačnim mišljenjem, vedno bolj svoj fantazijski svet in kot družba kot taka pa moramo reševati skupne probleme na podlagi javnega mnenja. In to seveda ni vsako posamično mnenje oziroma seštevek tega suma sumarum, ampak je pomembno samo tisto uporabno mnenje, ki s pomočjo medijev izhaja iz javne rabe uma. Kako torej preseči to atomizacijo družbe? Ja, to je zanimivo zaradi tega, ker Adorno je o tem pisal konec 40 let. Pol imamo recimo, Richarda Seneta in njegov The Fall of Public Men iz 70 let. In mislim, sociologi so res tam praktično lep del povojnega 20. stoletja opozarjali natanko pred tem, da potrošniška družba atomizira posameznika, da ni več mogoče, če se samo pogovarjamo o identitetah, pa o hobijih, pa o kulturnih in drugih vrednotah in razlikah, da noben več nima nobenega občutka za skupno. In ironično je, da pač ta ideja, da bojo elektronska omrežja to presegla in prinesla eno novo enotnost, so bila seveda možna samo pod pogojem, da popolnoma zanikaš Adornovo in drugo kritično šolo. Zaradi tega, ker zgodilo se je spet natanko tisto, kar je bilo logično, kar pomeni smo dobili še hujšo fragmentacijo in še bolj razdaljeno in še bolj posameznike ujeti vsak v svoj mehurček, namesto da bi dobili tisto, kar so nam obljubljali, in to je neke vrste to elektronsko skupnost. In zakaj? Mislim, to so pa tista vprašanja, ki jih pa dejansko je treba začeti znova odpirati, in to je, ali ljudje še sploh znamo delati karkoli skupaj. Kako bomo lahko
vsakič znova nerealna pričakovanja, da bo en človek, pa je vse je to v Sloveniji, ali je to v Avstriji, ali je to v Ameriki, z nekimi preprostimi slogani rešil kompleksna družbena vprašanja. In tukaj nimam razlage, imam nekaj delovnih hipotez. In sicer, če grem samo gledati v generacijo naših staršev, recimo, in bi šel samo gledati, v koliko organizacij so bili oni takrat včlanjeni. A so bili, ne vem, pionirji, mladinci, a so delali v delovnih brigadah, a so bili člani sindikata, pa najverjetneje so bili še nekje v soseskah, pa so bili v kakšnem klubu, pa v kakšnem društvu, kar pomeni, oni so imeli verjetno, ugibam, veliko več izkušenj s tem, na kakšen način, recimo, če si bil v eni moji rojstni vasi del planinske skupnosti, si se mogel vsak let zmeniti, kdo bo šel markacije barvati, kdo bo šel pokriti streho na zavetišču, kdo bo označil pot, kdo bo skrbnik tisti vikend, kdo bo skrbnik drug vikend, kaj pomeni. Enostavno si ti moral eno tako idejo, kot je sprehajalno-gorske poti v eni občini, si se moral nekoga zmeniti, kdo bo to naredil. Ne vem, koliko je tega danes. Recimo moja izkušnja, najbolj take preproste politike je iz sveta stanovalcev. Kar pomeni en blok, 20 strank, isti naslov, podobna demografija in načelno ni nobenih strankarskih in drugih delitev, kar pomeni popolnoma skupen interes ali prenoviti fasado ali ne. Mislim, koliko sestankov je bilo potrebnih, koliko tudi tega, da so eni ljudje se odselili, pa pomrli, pa prišli kakšni novi, pa ne vem, preden je v tem majhnem poskusu demokracije prevladala večina, ki je zagovarjala to, da se v blok vloži nekaj denarja za to, da se pač nekaj spremenili, da bo streha popravljena, da bomo imeli hitrejši internet in še podobne stvari. In tukaj govorimo o enem bloku, kjer imaš otipljive skupne interese omejenega števila prebivalcev. In zdaj, s to izkušnjo, koliko je to težko, verjeti, da lahko na eni taki kompleksni ravni, kot je upravljanje države, da so stvari lahko lažje ali pa lažje rešljive, kot v enem takem majhnem poskusu, je pa popolnoma neverjetno. In jaz si predstavljam, da je te izkušnje upravljanja s skupnim, magar na toliko majhni ravni, kot je hišni svet, danes malo. In tudi tam, recimo, nikoli nismo bili vsi, ali pa le redko nas je bila večina navzočih strank. Kar pomeni na najbolj takem otipljivem zadevi, ki ima vse racionalne elemente zraven, kar pomeni od odločitev tega je bilo dejansko odvisno to, koliko bo tvoja nepremičnina vredna. Koliko boš vložil, kar pomeni racionalno gledano, si imel poln interes pri tem sodelovati. Dejansko se to ni dogajalo.